Dragi in dobri ljudje, nasilje nas pušča brez besed, zanj ni nikakršnega opravičila. Vsako govorjenje o upravičenosti in neupravičenosti nasilja je nesmiselno in zavajajoče. Krivice bodo ostale in mrtvi se ne bodo vrnili. Strah, ponižanje, sram, gnus in groza ostajajo zapisani na njihova trupla in grobišča in v srcah preživelih ter njihovih otrok. Vsaj tako se zdi na prvi pogled. Včasih tudi na drugi in tretji. Pa to res vse? Je res treba še zmeraj čakati na zunanjo spremembo in čudež, ki bi končno poravnal krivice in dal zadoščenje? Že sama misel na to nas napolni z nemočjo in odporom. V svetu črno-belih rešitev ni pravega življenja. Ljudje hrepenimo po polnosti življenja, po okusu, ki prihaja iz konkretnih izkušenj sprejetosti in iz pristnih odnosov. Poglejmo, kaj nam o tem povedo dejanske zgodbe preživelih in njihovih družin. Zgodbe zmagovalcev. Zgodbe ljudi, ki so ohranili upanje, v veri razvijali medsebojno ljubezen in iz starega, zatrtega prišli v novo odrešeno življenje. Pričevanja govorijo najprej o pogumu in vztrajanju v iskanju resnice, odkopavanju grobov, razkrivanju zgodb, žalovanju, ohranjanju spomina in odkritem soočenju z bolečino in ponižanjem. Resnica vrača dostojanstvo in omogoča bolj kredibilno izhodišče za razumevanje zgodovine. Nadalje nam pričajo o zvestobi in sočutju, o ustvarjanju prostora za spravo in sožitje. Najprej v lastni družini, med seboj, med starši, ki so trpeli nočne more in stiske, ter njihovimi otroki, ki so želeli živeti v varnem in svobodnem duhu. Govorijo o otrocih, ki so slutili, da si zaslužijo boljši svet, zadoščenje in opravičilo, a so bili hkrati ujeti v strah pred nasiljem in jezo nad storjenimi krivicami. Tam, kjer se je jeza obrnila v iniciativo in kreativnost, so zrasle ljubeče in globoko svobodne družine ter sproščena skupnost. Nazadnje nam pričevanja spregovorijo o dolgi poti odpuščanja in odkrivanju globljega smisla življenja po travmi. Morda je najtežje sprejeti dejstvo, da odpuščanje in smisel ne prihajata od zunaj, temveč od znotraj, iz ranljivosti in zasidranosti v vero in ljubezen. Stari človek odmira počasi in daje prostor novemu človeku, ki ga ni več strah, ker ve, da je smrt premagana. Kot pravi pravoslavni teolog Aleksander Šmeman, šele ko življenje joka na grobu prijatelja, ko poglobljeno razmišlja o grozi smrti, se začenja tudi zmaga nad smrtjo. Morda je to najtežji in najbolj pomemben del odrešenja naše zgodovine. Nasilje je namreč vedno osebno, konkretno, storjeno konkretni osebi, konkretni družini in ima konkretne posledice, ki se jih ne da zanikati, prikriti, relativizirati ali celo opravičevati. Zato je prehitro iskanje razrešitve zavajajoče in neuspešno. Travme, ki jih pušča nasilje, nepopravljivo zarežejo v zgodbo družine. Zavedno jo zaznamujejo in zahtevajo globoko čustveno, miselno in tudi duhovno preoblikovanje na osebni, medosebni in medgeneracijski ravni. Pot posttravmatske rasti je dolga in kompleksna, vendar bogata, osvobojajoča in navdihujoča. Prinaša olajšanje, ponos in osvobojenost, ki presega vsakršne zunanje privilegije in priznanje. Družine, ki so se podale na to pot, so nam skozi 3 generacije pokazale korake te rasti, ki je vključevala vse, žrtve, njihove otroke in vnuke. Vsaka generacija je naredila svoje korake, ki jih lahko prepoznamo v vseh družinah, ki so se podale na to pot. Zato je zgodba o narodni spravi in odpuščanju vedno najprej zgodba o svobodi duha družine, ki je bilo vzeto vse.
njeni ljubljeni, njen dom, njena domovina in velikokrat tudi njen grob. Kako so se družine prebijale skozi trpljenje in smrt v novo življenje? Kaj nam razodevajo zgodbe o njihovem pogumu in posttraumatski rasti? Predvsem ključne korake te rasti. Najprej ohranjanje spomina, ko je treba ohraniti nekaj, kar prihaja iz tistega časa, ko krivica še ni bila storjena. Ohraniti spomin na vse, kar je bilo dragocenega in neponovljivega in ob tem izjokati izgubljeno. Povezati se med seboj, krepiti pripadnost in ohraniti dostojanstvo, graditi varne in ljubeče odnose ter jezen bolečino preoblikovati v iniciativo in izgradnjo novega doma in nove domovine. Družina je prostor za ponovno prebujanje otroškega hrepenenja in veselja ob zavedanju, da smo še vedno tukaj, drug ob drugem in drug za drugega. Vsak od nas je kot otrok želel biti del družine, ki se dobro znajde v svetu, v katerem so starši zadovoljni sami seboj in se imajo radi med seboj. Želeli smo biti ponosni na nje in želeli smo, da bi bili oni ponosni na nas. Prav nežnost do otrok in med staršema prekine divjanje travme in okrepi odpornost družine. Tretji korak je predelati strah in omogočiti otrokom, da v svet vstopijo suvereno, pogumno in v njej razvijajo svojo kreativnost in potencial, brez strahu in brez občutka drugorazrednosti. Predvsem pa sprejeti dejstvo, da svoboda prihaja iz vsakodnevnih malih premaganih strahov in v hvaležnosti za sposobnost, da te sovraštvo ne potegne v svoje mline, ampak ostane zunaj tebe, pa če je še tako boleče. In zadnji korak je zavedanje, da naše življenje ni odvisno od tega, ali bodo krivice kdaj obžalovane in popravljene, temveč od tega, da se od krivic in s tem tudi krivcev poslovimo in ne iščemo sogovornikov tam, kjer jih ni. Svoboda duha torej prihaja iz drobnih dejanj, vsakodnevnega premagovanja strahu, osvobojenosti od sovraštva in iz iniciativnosti ter aktivnega ustvarjanja bolj sočutnega sveta prav zaradi izkušnje trpljenja. Vsaka generacija v tem procesu dala delček odgovora na temeljno vprašanje, kako skozi trpljenje in smrt v novo življenje. Lahko sklenemo z besedami teologa Aleksandra Šmemana. Spominja nas, da smrt ni nekaj normalnega, smrt ni del Božjega načrta. Smrt je posledna sovražnica človeka, je znamenje, da se je življenje obrnilo proti samemu sebi. To, da Kristus jo je premagal. Premagal je ni s pojasnjevanjem, ampak z darom novega življenja, ki se razodeva v stajenju. Zato smrt ni več konec, temveč vrata v kraljestvo, vrata v polnost življenja. To pomeni, da tudi zgodbe naših družin, prežete z nasiljem in izgubo, niso zgodbe o smrti. So zgodbe o pogumu, o preseganju sovraštva in o poti, ki vodi skozi temo v luč. Smrt in nasilje nimata zadnje besede. Zadnja beseda pripada življenju. Življenju, ki se v Kristusu podarja vsem kot moč za odpuščanje, kot svoboda duha in kot upanje, ki ga ne more premagati nobeno zlo.